Borutu je dolg čas bilo predsedniški palači, pa kupi zlato ribico in jo v akvarij stlači. Minuli teden je slovensko politično prizorišče zaznamoval prihod zlate ribice, princeske prve, v predsedniško palačo. V senci tega dogodka je ostal celo prihod mandatarja Zorana Jankovića v državni zbor. Ob odsotnosti premierke magistrice Alenke Bratušek je Janković v državnem zboru opravil prvi uradni nadzor nad delom svoje koalicije. Minister Gregor Virant zaradi tega obiska ni protestiral. Veselje v predsedniški palači pa so hitro skalili zagovorniki pravic živali, ki so predsednika Pahorja ostro kritizirali, ker da okrogla oblika akvarija stresno deluje na ribe. Ribica je potožila, da se ji v glavi suče, in je prosila Boruta, daj vzemi me iz buče. No, medtem je premierka magistrica Alenka Bratušek hodila po svetu in razlagala svojo globoko vero v to, da znamo in zmoremo svoje probleme rešiti sami. I believe that we can and we will solve our problems ourselves. V nekajminutnem intervjuju za CNN je to molitvico kar nekajkrat ponovila. Še več. Osuplega novinarja Richarda Questa je šokirala z izjavo, da Slovenija ne potrebuje pomoči, temveč čas. Slovenia's prime minister told me that what our country needs is not money, it's time. Nesrečniku očitno ni bilo več nič jasno. Kar sploh ni čudno, kajti zahojeni ameriški imperialisti še vedno verjamejo, da je čas denar, obresti pa plačilo za takšen čas. Once again, we don't need help, we just need time. Suverenega in v vseh pogledih blestečega nastopa premierke magistrice Alenke Bratušek finančni trgi žal niso razumeli. Zahtevana donosnost slovenskih obveznic se je približala magični meji 7%. V domovini pa medtem predsednik Borut Pahor ni izgubljal časa. Takoj se je lotil reševanja problemov, ki jih zmoremo rešiti sami. Ribica se zasmili mu, takoj ve, kaj storiti, in sklene brez odlašanja akvarij nov kupiti. Pa je bil problem rešen. Ne pri nas. Zdaj je imel namreč Pahor v predsedniški pisarni večji pravokoten akvarij, ki menda ustreza ribi psihi. A glej zlomka, pravokotna oblika akvarija je čisto skazila lepoto okroglega lesenega podstavka, na katerem je akvarij stal. Nerodna reč, vsem res ni mogoče ustreči. Okrogu ne ustreza ribi, kvadraten pa kazi podstavek. A kakor je rekla premierka magistrica Alenka Bratušek, We can and we will solve our problems ourselves. V trenutku, ko o tem poročamo, plava princeska prva v šesterokotnem akvariju. a zna se zgoditi, da bo v kratkem dobila osmerokotnega. In kasneje morda še 12-rokotnega. Koliko časa se bo to množenje kotov nadaljevalo, je odvisno od odločitve strokovne komisije, ki je bila ustanovljena z namenom, da ugotovi optimalno število kotov akvarija princeske prve. Komisija si prizadeva, da bi čim prej odgovorila na vprašanje, kolikšno je največje število kotov, ki jih lahko ima akvarij, vendar riba zaradi tega še ne ugotovi, da je v bistvu okrogel. We can and we will solve our problems ourselves. Ribica zdaj bo skušala 2 pikrat množiti,
državi bo pomagala vsaj kak problem rešiti.